minister za zdravje Dorijan Marušič bo poročal informacije o stanju glede umika soglasja z nakupno delo zdravnikov ter o posledicah za zdravstveni sistem. Lepo pozdravljeni. Vlada na današnji seji uvrstila točko o informaciji in posledicah na zdravstveni sistem glede na najavo zdravnika, da bodo umaknili soglasje k nadzornemu delu s 1.9. Svojo strokovno ekipo sem pripravil izčrpno poročilo o javnofinančni vzdržnosti zdravstvenega sistema, o kadrovskih potrebah v slovenskem zdravstvenem prostoru, o kronologiji poteka dogajanj v zadnjih 3 mesecih, rezultatih anket in pa o možnih sklepih. Razprava je bila dolga, zanesljivo se je kabinet ministrov zaveda situacije, kateri se približujemo s 1. septembrom. Po dolgi razpravi sem dobil dialog, da nadaljujem razpravo z Fidesom k iskanju razumne rešitve. Namreč moram izpostaviti, da smo v kritičnih časih in v sistemu v javnem sistemu je pač treba stremeti za javno finančno vzdržnost. Projekcije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letošnjem letu in pa tudi projekcije, ki smo jih pripravili za prihodnje leto, v določenem delu že upoštevajo sredstva, ki jih morajo izvajalci privarčevati tudi na področju dežurne službe. Naj vas spomnim, da je vlada v okviru aneksa 1 sprejela tak sklep, da se ta sredstva morajo privarčevati. Tudi projekcije v letu 2011 morajo biti v skladu s temi sklepi. Torej, eden od pomembnih ciljev je zagotoviti javno finančno vzdržnost. Drugi, seveda, v katerem bomo iskali rešitve, je skrb za državljane, za dostopnost do njihovih pravic, zdravstvenih pravic. Namreč zelo možen in kratek sklep bi bil, vkolikor bi v prihodnjem letu ali pa že v letošnjem letu porabili ta sredstva za dežurno službo, se bo za toliko tudi zmanjšal program oziroma tudi zmanjšala dostopnost do storitev. No in tretje, seveda, je skrb za integriteto zdravniškega poklica. In v tem trikotniku upam, da bomo iskali rešitve, ne samo za zdravnike, za celotni zdravstveni sistem. Skratka, sklep je, da se nadaljujejo dogovarjanja in da se išče razumno rešitev v okviru teh 3 točk. Obenem pa, ne samo osebno kot minister, danes je vlada, oziroma kabinet ministrov s predsednikom vlade ponovno pozval zdravnike, posameznike, da premislijo o odločitvi, da umaknejo soglasje s 1.9, ko se dejansko nič ne spremeni v zdravstvenem sistemu, nič se ne spremeni v plačnem sistemu in da ta čas raje uporabimo za to, da iščemo rešitve, ki bojo ohranile stabilnost zdravstvenega sistema. Vprašanja za ministra z mandatom? Nina Knavs-Nemik, a ste dobili na vladi mandat za odprtje kolektivne pogodbe? Zdravniki se menda po novem s tem strinjajo, boste šli v to smer in pa kdaj se z njim dobite? Torej, današnji sklep je, da dobim mandat oziroma pooblastila vlade, da se z Fidesom dogovarjam in nadaljujem dogovarjanje in iščemo skupno rešitev za rešitev problema. Srgajka Držovna. Kako komentirate informacijo, ki prihaja iz seje stavkovnega odbora, namreč sindikat Fides se je odločil, da se bo pridružil stavki, ki naj bi bila v javnem sektorju 27. septembra? To je verjetno legitimna pravica sindikata, tako da ne vem, koliko vpliva na današnjo točko seje vlade. Če se boste začeli pogajati z zdravnikom oziroma kdaj se boste, menite, da boste lahko to opravili do 1. septembra? In kaj drugi delavci, recimo v zdravstvu, recimo medicinske sestre, ki ravno tako recimo zadeva ta zmanjšana vrednotenje dežurstva? Na tem mestu najprej bi se iskreno zahvalil predstavnikom zdravstvene nege, ki so sprejele posledice zakona in na nek način razumeli, da smo v težkih javnofinančnih situacijah in da bi morebitno vztrajali na pozicijah omilila tudi krčenje pravice oziroma manjša dostopnost. Pri teh rešitvah vedno vztrajamo za celovito rešitev,
ne moremo reševati problematike posameznega segmenta. Zato tudi apeliram, da se bodo reševale in iskali rešitve v trikotniku, ki sem ga že večkrat omenil. Kdaj se boste? Jaz menim, da bo ta sestanek že v ponedeljek in verjetno bom ponovno predstavnike vlade, torej kolege ministre seznanil v torek na izredni seji, tudi po drugih vprašanjih in se bomo takrat odločili o nadaljnjih korakih. Torej bo šlo v smeri kolektivne pogodbe, kot je vprašala kolegica? Torej, to vam ne morem odgovoriti. Zaenkrat imam mandat, da se dialog nadaljuje in da se nadaljuje v smeri iskanja razumne rešitve v okviru javno-finančnih zmožnosti. Izvolite. Pokolikor ni dovolj jasno, bom pa še enkrat povedal. Vse veste, da se že od decembra lani pogovarjamo o finančni vzdržnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Se opravičujem, ampak to je moja tema. Sredstev Zavod za zdravstveno zavarovanje izgleda, da ne bo zadoščalo za to, da bi lahko v letošnjih in prihodnjih letih zagotovili apetite, želje, pričakovanje vseh v tej državi. Od državljanov do zdravnikov, zdravnic, predstavnikov zdravstvenega. Zato je pač razumnost v tem času potrebna in morda skupno iskati rešitve za to, da bo zdravstveni sistem obstal. In nekateri to razumejo, nekateri bo pač potrebno prepričati, da sredstva, ki so zbrane, ne zadoščajo. Seveda možna je pa tudi druga pot. Recimo na skupščini bi se lahko pogovarjalo o višji prispevni stopnji, mislim, da je to v tem trenutku nerazumno, ali pa kakšni tretji rešitvi. Seveda, kot resorni minister moram skrbeti za kakovost varnost sistema v okviru finančnih zmožnosti in ta dialog moram in želim nadaljevati, da bom prepričal, da v teh časih so verjetno pričakovanja posameznih skupin pretirane. Pa se pa po nedeljkovem šolu nekako strinjate, da je kolektivna pogodba tista možnost, kjer bi se lahko našli? Kot predstavnik vlade sem lojalen član vlade in sledim sklepom, ki jih je vlada danes sprejela. To pomeni, da ustrajamo na dialogu in apeliramo, da se čas, ki je od 1. septembra do 1. januarja uporabi koristne za celovite rešitve, ne za parcialne rešitve posameznikov ali posameznic. Kljub temu, da gre za izjemno pomembno skupino zdravnikov in zdravnice, ki so vodilni v tej verigi in morda bo tudi to poklicalo k premisleku o smiselnosti ustrajanja na takih odločitvah. Fides ustraja samo pri dveh rešitvah, torej umiku zakona in kolektivni pogodbi. No, glede zakona pa ponovno. Mislim, da bo kolegica ministra za javno upravo jasno povedala. Vlada je sprejela zakon, bil je sprejet v državnem zboru, veste točno koliko glasov in katerih strank je bilo, torej ima veliko težo. Poleg tega je bil potrjen v državnem svetu in mislim, da je veljavno zakona tu in da se ga moramo pač v urejeni državi tudi držati. Kako komentirate te informacije protokol sindikatov, da ne bi v kolektivni pogodbi določili, da bo dežurstvo lahko z delovno mesto, ki bo opredeljeno v 55. plačnem razredu? No, med sejo sem sledil tudi vsem mailom, ki so prišli. Bolj sem usmerjen v dokument, ki ga je posedal Fides, tega bomo proučili. Mislim, da ne rešuje problema v celoti in da se dotika samo ene interesne skupine. Zdravnikov pač. Kako ste šli v to smer? Mislim, da bom moral večkrat danes ponoviti, pa bom še enkrat, vlada mi dala mandat, da nadaljujem dialog. Ste o tem tudi že s Fidesom pokomentirali odločitev v današnji? To bi bilo pa prehitro. Po vladi tiskovne konference in popoldan bomo sporočili, oziroma jutri bomo sporočili Fidesu, kako bodo naslednji koraki. Predvidevam, da bo prvi sestanek v ponedeljek. Vprašanje tam zadnje še? Andreja Vasiljević, Žurnal 24, ste lahko malo bolj jasni okrog kolektivne pogodbe. To se pravi, vlada vam danes ni dala soglasje za odprte kolektivne pogodbe ali pač, oziroma ne vem, zdaj, a razumemo ali ne razumemo. No, če razumete, da mi dala mandat za dialog, potem mi ni dala mandata za odprte kolektivne pogodbe. Ampak če recimo lahko sklepamo, da Fides ne bo zadovoljen z današnjim dogovorom na vladi, kako lahko pričakujete, da bodo zdravniki potem umaknili soglasje? No, pogledajte, jaz mislim, da k rešitvi vodi samo dialog. In ko se dogovarjamo in ko iščemo rešitev, je pač potrebno narediti tudi kakšen korak nazaj in razumeti situacijo, v kateri smo v našem trenutku. Boste v ponedeljek predlagali kakšen začasen dogovor Fidesu, da ne bi prišlo do tega umika dejansko? No, jaz še vedno vztrajam v tem, da mi resnično ni razumljivo, zakaj
je bil 1. september, razen prvega dneva šole, če smem biti malo igriv, ta datum, ko bi se to moralo začeti. Namreč te 4 mesece bi lahko bistveno bolj koristno uporabili za celovite rešitve, kot pa da grozimo in nekako pritiskamo na bolnike in jih peljemo v to zgodbo, katero po moji presoji ne so. Ali v tem memorandumu zdravniki kaj takega ponujajo, kar bi bilo sprejemljivo za vlado? Mislim, da ponujajo to, da bi se na z aneksom kolektivnih pogodbi, če so bi pravilno službo prav obvestili, zaobšlo zakon. Mene pa zanima, če je tretja pot to, da bi ostala cena dežurstev enaka, ampak bi se iskala znotraj razporeditve dežurstev po zdravstvenih domovih. Če se tudi tu delajo kakšni izračuni? No, pogledajte, zakon je pripeljal 2 veliki spremembi. Jaz sem bil prepričan, da bomo preostale mesece uporabili za ta drugi del. Prvi del je zmanjšani dodatki, kar pomeni na letni ravni prihrankov ali pa zmanjšanih izdatkov za 7 milijonov. Prepričan sem bil, da bomo v 4 mesecih uporabili vso znanje v slovenskem prostoru, da se lotimo postavitve mreže z standardizacijo dežurnih mest in seveda tu iskali bolj pravično nagrajevanje za nadurno delo. In morda v tem smislu vam lahko pritrdim, da ta bi bila prava pot, da ne bi bilo takih velikih razkorakov med enakovrednimi dežurnimi mesti glede na dežurnega zdravnika in sem prepričan, da je to bolj smela pot in prava pot, da iščemo rešitev za dolgoživost zdravstvenega sistema. Andreja Basleja, še enkrat žurnal 24. Načeloma je Fides v bistvu ponedeljkov sestanek označil kot kofetkanje, ker niste imeli mandata za odpiranje kolektivne pogodbe. Premierja je bilo zarazumeti, da boste to danes dobili. Zanima me, kakšni so ključni argumenti, da se to danes ni zgodilo? No, pa da bom več igriv, pa kofetkanje ne bom komentiral. Tisti, ki so bili pri meni v pisarni, pa vejo, da vsakim postrežem kavo in tudi kaj drugega, sadje in vodo. Tako da, če Fides to ocenjuje, obžalujem. Sklep vlade je tak jasen, da v tem trenutku moramo iskati bolj razumno rešitev kot odpiranje kolektivne pogodbe. Vredo, še kakšno vprašanje? Rekli ste bolj razumno rešitev. Kaj to pomeni, glede na to, da Fidesov memorandum oziroma ta predlog za vas očitno ni sprejemljiv? Kje so še druge možnosti izven kolektivne pogodbe? Je pričakovanja ali pa zahteve, ali kakorkoli boste to poimenovali, je treba umestiti v razpoložljiva sredstva. In vas vprašam, kot državljanke in državljane, bi pripravljeni bile odpovedati zdravstvenim pravicam in zmanjšati dostopnost za to ali ne. In mislim, da bo nastopil čas, ko bomo dejansko morali v tem trikotniku stopiti na plan in se začeti dogovarjati. Na račun česa se bomo nečemu odpovedali. Vidim velike rezerve v zdravstvenem sistemu, vidim jih predvsem v reorganizaciji, vidim tudi na nekaterih drugih področjih, zato je pač potreben določen mir in strpnost. In pustiti čas v čas, morda bo v kratkem ne samo Slovenija, torej ne samo zdravstveni sistem, predvsem Slovenija izkrizi in takrat bo možna razprava tudi o širitvah. Danes, v tem času je treba slediti sklepu državljanov in državljank oziroma njihovih predstavnikov v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da je treba iskati rešitve znotraj razpoložljivih sredstev. In pri varčevanju so se vrnili tudi na dežurstvo in to je pač potrebno razdeliti v okviru razpoložljivih sredstev. Gospod minister, hvala lepa. Hvala lep dan, naslednje.